Pozdravljeni v že 200. epizodi Meta podcasta. Tokrat smo spet v ljubljanskem pritličju, tako kot smo bili tudi pri snemanju 100. epizode in jubilejno epizodo torej snemamo v živo. Podcast je sicer oktobra leta 2014 začel Luka Avsec, ki pa je na žalost zbolel in ga danes tukaj ni z nami. Že v naslednji sezoni pa se mu je pridružila Ana Slavec, ki pa je danes z nami. Živjo, Ana, pozdravljena. Kasneje sem se po tem podcastu pridružila tudi jaz in Mišel, ki ga ni, in potem Marko. Zadnjih nekaj let pa ga vodimo skupaj z Niko in Lucijo, ki sta tamle na koncu sedita. Pozdravljeni, Nika in Lucija. Živja. Zdravo. In mi smo se kakšen mesec, dober mesec nazaj dobile in razmišljali o čem, kako bi zdaj to jubilejno epizodo, o čem bi govorile. In smo v bistvu kar hitro smo se začudile in s ponosom ugotovile, da v bistvu podcast obstaja že dobrih 10 let. In v teh 10 letih se je znanost in tudi na eni strani svet kar spremenil. V zadnjih letih smo dobili pomočnico v obliki umetne inteligence, šli smo skozi večjo pandemijo. Veliko se govori tudi o tem, kaj mlajše generacije pričakujejo, recimo tudi od delovnih in raziskovalnih okolij. Veliko sprememb se je torej zgodilo tudi v sami znanosti. Recimo razvoj biotehnologije nam je na primer omogočil razvoj popolnoma novih vrst cepiv. In iz vsega tega je sledila ideja, da ozavestimo te spremembe in 1 uro pogovora za 200. epizodo namenimo njim, torej tem spremembam. O spremembah pa ne bomo govorili le metri, ampak sta z nami, kot že napovedano, doktorica Ana Slavec, docentka na Univerzi na Primorskem, raziskovalka na InnoRenew centru, strokovnjakinja za odprto znanost in podatke ter, kot že omenjeno, nekdanja sovoditeljica Meta podcasta. In pa doktorica Iva Hafner-Bratkovič, znanstvena svetnica na Kemijskem inštitutu, prejemnica Preglove nagrade in nagrade Miroslava Zeja ter najmentorica Kemijskega inštituta 2022. In živjo, Iva tudi. Živjo. Samo to, mi se bomo, večino med nami se poznamo, tako da se bomo danes stikale, da bo malo lažje pogovor tekal. Ampak za začetek bom za gosti, torej zate Iva in Ana, začela s mojim klasičnim vprašanjem v Meta podcastu oziroma našim klasičnim vprašanjem. Predstavila sem, odkot prihajate, iz katerih ustanov, nisem pa povedala, s čem se raziskovalno ukvarjata. Tako da, če lahko vsaka od vaju na kratko, takole v kakšni minuti, pove, kaj raziskujeta. Ana začne, Iva? Iva ima mikrofon. Ja, v naši skupini raziskujemo vnetje, predvsem se ukvarjamo z enimi molekulskimi stroji, ki jim pravimo inflamasomi. In zanima nas tako, kako se naravni inflamasomi sestavijo. Gre za molekule oziroma komplekse, ki nastanejo ob okužbi in omogočijo, da okužena celica umre in s tem nekako sprožijo alarme, da pridejo zraven druge imunske celice. V zadnjem času pa poskušamo to naše znanje uporabiti tudi za imunoterapijo raka. To je v bistvu na kratko, kaj delamo. Super, hvala. In še Ana, s čem se pa ti sedaj ukvarjaš? Ja, jaz sedaj zadnji 2 leti sem sicer bila manjši delež raziskovalno aktivna, sem sicer zaposlena na univerzi kot docentka, poučujem statistiko, pretežno pa delam v bistvu na rektoratu na projektu vpeljevanja prakse odprte znanosti na naši univerzi. Sem pa bila dopolnilno zaposlena na raziskovalnem inštitutu InnoRenew, kjer se ukvarjamo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostnega grajenega okolja. In pa se pa to v bistvu ta mesec, ravno ta mesec se moj v bistvu zaposlitev nekoliko spreminja, ker sem v bistvu pridobila raziskovalni projekt, kjer se bom pa ukvarjala z nekako percepcijami glede podnebnih sprememb lastnikov gozdov in lastnikov bivališč, torej kako v bistvu njihovo odločanje, v bistvu proučevali bomo njihove odločitve in njihovo zavedanje glede vpliva teh odločitev na podnebne spremembe. Tako da to je sedaj tak raziskovalni projekt, ki se komaj v bistvu ta mesec začenja. Super. Ja, nekako smo se danes odločili združiti na eni strani bolj naravoslovne tematike, tudi mogoče z bolj vprašanji, družbenimi vprašanji oziroma družboslovnimi tematikami, ampak pejmo zdaj nekaj korakov nazaj, kot je to ponavadi v Meta podcastu. In sicer se spomnita, oziroma se vse 4, bom zdaj kar vse 4 že vključila, se spomnite vaših začetkov raziskovalne poti, torej začetkov na doktorskem študiju. Jaz sem recimo doktorski študij začela ravno leta 2014, torej ko
ko se je Meta podcast tudi začel. Študirala sem sicer v tujini, ampak se mi zdi, da je bil ta korak drugačen, kot ga vidim sedaj, pa mogoče pri mlajših kolegih in kolegicah. Kako pa se vi spominjate teh začetkov? Mogoče Lucija, če ti začneš? Ja, jaz v bistvu sem začela svoj doktorski študij leta 2019, tako da ne tako zelo daleč nazaj. Pri meni mogoče je bilo tako, da nisem si zavestno izbrala tega, da bom šla na doktorski študij. Tako da v bistvu nisem vedela čisto točno, kaj sploh pričakovati. Bila sem pa na začetku zelo motivirana, moram reči. Potem je to malo padlo, zaradi različnih stvari, pač predvsem bi rekla, da zato, ker na začetku si mogoče ne predstavljaš, koliko je raziskovanje zahtevno, koliko v bistvu moraš enega dela vložiti, da dobiš pač nek konkreten rezultat in to se mi zdi, da mogoče te na začetku malo potre. Ampak ja, drugače pa sem bila kar zadovoljna. Nika? Ja, moja raziskovalna pot se je istočasno začela kot Lucijina, se pravi 2019. Enako kot Lucija, tudi jaz nisem namerno začela doktorata. V bistvu sem takrat poleti po končanju magistrskega študija razmišljala, kaj bi počela in sem pisala mojemu sedanjemu mentorju, doktorju Gregorju Anderluhu, ki je tudi danes tukaj, če v bistvu pozna kakšna podjetja, ki jemljejo mlade znanstvenike. In on je v bistvu napisal, ne poznam, poznam pa v bistvu odprta mesta pri meni, tako da pač vabljena na doktorski študij in ja, tako sem se potem odločila čisto spontano, da pač zgrabim priložnost in začnem. In tako kot je Lucija rekla na začetku, je v bistvu polno enega elana, ki pa v bistvu hitro malo zamre, ker ugotoviš, da je v bistvu res, nekje sem prebrala en citat, da je samo 30% raziskav v bazični znanosti uspešnih in res, da prideš do teh 30% je vloženega ogromno enega dela. Ampak ti pomaga dozoreti, tako da bi rekla danes po 5 letih, 6 skoraj, da ja, ti res pomaga tudi v zasebnem življenju, da dozoriš in da stvari mogoče ne jemlješ tako resno. Iva? Ja, moja raziskovalna pot se je pa že kar dolgo nazaj začela. In sicer že pred doktoratom sem v drugem letniku prišla na Kemijski inštitut k profesorju dr. Romani Jarali, ki je bil tudi moj mentor. In to je bilo konec prejšnjega tisočletja. In potem sem v bistvu kar nadaljevala, tekom študija sem ves čas nekako sproti raziskovala, veliko novega sem se naučila in za doktorski študij je bilo kar nekako samoumevno, da bom šla. Ne. In vedela sem že v bistvu že takrat zelo dobro, da stvari ne ratujejo, tako da sem prišla že pripravljena na to, da bodo razočaranja in nekako sem takrat videla, da približno tudi meni 1/3 eksperimentov uspe. Se pravi, nekaj je, dve stvari sta tukaj. Ne. Eno je, vedno si postavljaš neke hipoteze, ki se pač lahko izkažejo, da so napačne. Druga stvar je pa še tehnična, da mogoče tudi eksperimenti niso dobro izvedeni ali pa ne moreš ponoviti stvari iz študij. No in pač tega sem se naučila, ampak dejansko pa je dobra stvar, jo lahko malo pomirim, z leti se ta procent precej zvišuje. Ja, in dejstvo pa je, tudi jaz se še dobro spomnim, takrat sem imela jaz 3 projekte in sem lepo, kadar na eno nekaj ni šlo, sem ga pač malo odložila in sem delala tisto, kar dela in se mi zdi, da mogoče to tudi malo pomaga, da imaš ves čas nekaj pozitivnega. Druga stvar, ki se mi zdi pa zelo v redu, da se mogoče veseliš tudi majhnih stvari. In sicer, ne vem, da se razveseliš, kako si nekaj uspešno skloniral, recimo pri nas, čeprav to ni nekaj, kar ti da tisti končni rezultat, je pa en tehničen napredek, ne? Da se pač takšnih stvari veseliš in ti mogoče malo lažje. Seveda pa na koncu, ne, v zadnjem letu doktorata, temu jaz pravim kar preddoktorska mrzlica, smo pa, ko v bistvu sam še čakaš, da je članek sprejet ali pa ga pošiljaš, pa ga zavrnejo, kdaj ga že urednik zavrne in podobno, ne. Je pa pač stvar, ki je nekako, ki je doktorski študent in tudi sama zelo težko sprejemaš, se pa tudi tega navadiš, no, potem. Tako da to so ti moji spomini, tudi ni bilo vse pozitivno, motivacija me pa še zdaj ni zapustila. No.
Moj doktorski študij pa se je začel leta 2011. Leta 2010 sem diplomirala, pa sem v bistvu že pred diplomo sem delala v bistvu na Fakulteti za družbene vede pri profesorju statistike na njegovem raziskovalnem oddelku, ampak jaz v bistvu tudi pri meni ni bil moj namen v bistvu nikoli, da bi delala doktorat. Jaz sem pač iskala neko delo ob študiju, pa sem začela delati zanj, pa mi je bilo všeč, pa mi je v bistvu ponudil priložnost. Nisem si pa nikoli tega recimo predstavljala, ko se recimo spomnim v srednji šoli, ko sem razmišljala, kaj bi študirala naprej, sem vedela recimo, da pač kar mi je všeč, mi je bila recimo matematika, pa zanimala me je sociologija, zgodovina. In potem sem enkrat v eni brošuri videla, si želim biti po poklicu statistik. To je nekaj, kar lahko v bistvu te interdisciplinarne stvari povežem. Sem se potem upisala na študij družboslovne informatike na FDV-ju. Takrat tudi študija statistike do diplomskega danes v Sloveniji še vedno ni, tako da edina možnost magisterij pa doktorat. Pa recimo, da sem razmišljala, mogoče bom potem šla na magisterij statistike, ampak se je takrat ponudila ta priložnost, pa takrat je bila nekaj tako, sem se odločila v bistvu tudi zaradi tega, ker mi je bila všeč neka svoboda, fleksibilnost dela, to, da sem lahko, če sem želela, delala od doma, pa da nismo imeli točno določenega urnika. To me je nekako pritegnilo k temu raziskovalnemu poklicu. Da sem potem v bistvu postala in potem sem sprejela to ponudbo in postala mlada raziskovalka. Ja, mene je pa gnala predvsem radovednost. Jaz sem se pa kar namerno odločila za doktorat, zato sem tudi šla v tujino, ampak nekako mi je pa vseeno uspelo združiti te dve zanimanji, ki sem jih imela na eni strani znanost in raziskovanje, na drugi znanstvena komunikacija. In še preden sem začela sodelovati pri Meta podcastu, sem že poskušala komunicirati znanost prek različnih kanalov. Pa vseeno, Ana, bi te zdaj vprašala na ta začetek Meta podcasta, oziroma ni čisti začetek, ne, Luke danes nažalost ni z nami, ampak druga sezona, ne, ti si kar hitro v drugem, tretjem letniku doktorata potem začela soustvarjati tudi Meta podcast. Kako je bilo takrat soustvarjati ta podcast in kaj tebe gnalo, kakšno motivacijo si za to imela in kaj si želela doseči z njim? Na nek način bi jaz mogoče samo še to dodala, da kar ste omenili Lucija, Nika, tudi Iva in Ana, vsi nekako smo se znašli v kakšnih težkih obdobjih doktorata ali pa raziskovalnega dela samega, ne? In se mi zdi, da Meta podcast je dejansko bil tudi ena taka stvar, kjer je vsak lahko omenil neke te zadrege in jih delil z drugimi ljudmi, ki so tudi v tem svetu raziskovanja. Kaj pa je tebe takrat gnalo oziroma kaj si želela doseči? Ja, tako v bistvu bil splet več različnih zadev. Ena zadeva je bila, da smo z sošolci takrat na doktorskem študiju statistike začeli skupaj pisati blog. Tako da sem se pol zaradi tega bloga nekako začela ukvarjati tudi to, v bistvu je neka komunikacija znanosti, zato smo se trudili na tem blogu statistiko predstavljati na poljuden način in prek tega v bistvu promoviranja objav na blogu sem v bistvu spoznala v bistvu nekako tudi portal Metina lista in podcaste tam in sem začela tudi spremljati tam Meta podcast, potem je v bistvu tudi Luka Avsec takrat povabil kot gostjo. Potem pa je v bistvu on takrat prvo leto, ko je v bistvu vodil ta podcast, je v bistvu kar precej intenzivno tega lotil in je dejansko vsak teden napravil na intervju, pa ga je to malo v bistvu izčrpalo, pa je želel v bistvu to nekako redkeje upravljati, ker je takrat tudi začel potem novo službo, pa sta on in Nataša potem skupaj, Nataša Briški, urednica Metine liste, iskala nekoga, ki bi bil sovoditelj, pa v bistvu sta meni ponudila to priložnost. Jaz sem se pa ravno v tistem obdobju še ena stvar zgodila, da sem se pridružila Društvu mladih raziskovalcev Slovenije. To je društvo, ki danes je poznano pod imenom Mlada akademija. Mimogrede, ravno letos bo društvo praznovalo 30 let. No in jaz sem takrat v društvu v bistvu spoznala kar nekaj teh doktorskih študentov in mi je bilo to zelo v bistvu všeč spoznavati ljudi z drugih področij, s čim se ukvarjajo, kaj delajo in tudi z tega vidika mi je bil ta v bistvu podcast, v bistvu sem zelo rada poslušala ta podcast, mi je bilo zelo zanimivo v bistvu odkrivati pač s čim se ljudje ukvarjajo. No, sem to zelo rada spremljala in sem potem v bistvu sprejela in se pridružila kot sovoditeljica. Je bil pa na začetku kar izzivno, da se v bistvu tega naučiš, v bistvu nekako samih intervjuvanja in spraševanja tega, to sem znala, saj sem v bistvu pri študiju nekako na FDV-ju, v bistvu je to nekaj, kar smo pogosto v bistvu počeli, tako da recimo tega sem bila nekako vešča, mi je bilo pa potem v bistvu ta sama
izziv, ne, se v bistvu pogovarjati z ljudmi, ki niso z nekega področja, ki bi ga poznala. No? Tako da iti ven iz te cone udobja, predvsem je bilo recimo težko, ne vem, se pogovarjati ljudi z področja kemije, ne, ker so v bistvu teme, ne, ki jih v bistvu nisem poznala, no, tako da to z tega vidika je bil izziv, pa tudi potem sama montaža, pa v bistvu priprava tega zvočnega posnetka, velikokrat so bile kakšne tehnične težave, spomnim se, da na začetku recimo takrat, ko sem ena taka težava, ki je bila več prvih epizod, da se je v bistvu snemalo na mikrofon od laptopa na mesto na pravi mikrofon. Imela sem v bistvu ta mikrofon, ki bi naj to posnel, pa se je snemalo na laptop, pa je bila bolj neka težave z zvokom. No. Tako da sem se v bistvu kar veliko naučila. Najbolj mi je bilo to zanimivo, no, pa v bistvu tako raziskovati po Sloveniji, iskati doktorske študente, s čim se ukvarjajo in se z njimi pogovarjati, ne, priti v bistvu na ta nivo, da v bistvu razumeš, s čim se ukvarjajo. In bila to res taka zelo zanimiva izkušnja, s katero sem spoznala veliko ljudi. Hkrati je to tudi sovpadalo, no, z aktivnostmi v društvu, ker je bilo tudi prav tako v bistvu namen tega, da se povezujemo, ker imamo na koncu v bistvu seveda zelo podobne izzive. Preden dam besedo Luciji, ki bo nadaljevala moderacijo tega pogovora, še vaju dve vprašam, Niko in Lucijo, kako je bilo pa vama zdaj soustvarjati ta podcast zadnjih nekaj let? Ja, jaz sem v bistvu prišla v stik z Meta podcastom čisto po naključju. Kemijski inštitut je organiziral predavanje, mislim, da se je reklo komunikacija znanosti, to je bilo 3-4 leta nazaj in jaz sem takrat v bistvu bila udeležena na tem predavanju in sem bila v bistvu navdušena nad tem, kar je Nataša Briški povedala in potem sem mi pisala, da bi v bistvu želela prostovoljiti za Meta podcast oziroma Metino listo, da se naučim še kakšnih drugih skillsov zraven samo znanosti in potem me je v bistvu takoj vključila v proces uvajanja kot novo sovoditeljica in ja, tako kot je rekla Ana, v bistvu polno izzivov. Moja zadnja epizoda pred to recimo je bilo nekaj tehnično narobe in je cela epizoda v bistvu zginila. Tako da hvala Bogu sem imela dosti fleksibilno gostjo, da je potem z mano posnela še enkrat. Ampak ja, polno izzivov, ampak tudi pogovori s kolegi ti dajo polno motivacije, tudi ko ti se ne počutiš motiviranega, opolnomočenega, da v bistvu bo od tega enkrat konec in da so pred tabo lažji časi, da so bili tudi za tabo lažji časi, da je zdaj samo mogoče težko obdobje, ti v bistvu takrat to da nek zagon, da v bistvu ja, greš v službo dobre volje. Jaz sem v ta podcast in vodenje podcasta padla na čist isti način kot Nika. Torej, Nataša je imela predavanje o komunikaciji in jaz sem bila tam in pač sem jo vprašala, kako to zgleda, če lahko mogoče se pridružim, se isto prostovoljim. In ja, hitro sem bila v to vpeta. Najprej sva obe, mislim, da posneli najprej z Zarjo svojo epizodo. Ja, to je bila kar tradicija v Meta podcastu. Mislim, da tudi Ana z mano, pa tako naprej smo Ja, še vedno. ja, tako da najprej svojo epizodo, potem pa pač sva kar iskali naprej nove žrtve. No in ja, meni je bilo v bistvu všeč, ker se mi zdi, da vedno je bil sogovornik, ki pač je v istem, ki si ti. Pač včasih je težko pač in ne vem, mi smo se vedno zaklepetali. Jaz sem se zaklepetala tudi za 2 uri z mojimi sogovorniki, čeprav pač podcast traja v principu nekih 20 do 30 minut, ampak ja, težko jih je bilo spustiti. Tako da ja, fajn je bilo, no, moram reči. Torej, na eni strani nove veščine, na drugi strani spoznavanje novih ljudi, novih tem in znanosti, na tretji deljenje skupnih tegob tekom doktorata. To nekako povzame ustvarjanje Meta podcasta. Tako. Ja, torej Meta podcast je že 10 let. 10 let že obstaja. Tako da mogoče kakšno vprašanje bolj za Ano pa za Ivo, ko pač sta že toliko časa v raziskovanju. Kaj so te največje spremembe, ki jih mogoče opažata 10 let nazaj in danes? Spremembe, pač vse skupaj se zelo spreminja, ne.
Tehnološko smo napredovali v zadnjih 15 letih enormno. In to prinese sabo tudi različne stvari. Eno je, da so tudi študije, ki jih izvajamo, bistveno bolj zahtevne. Vse skupaj hitreje poteka. Jaz recimo, ko sem delala doktorat, imela sem svoj projekt, nihče ni delal na ničemer podobnem. Imela sem mentorja, ki je bil na voljo za vprašanja vedno, to ni bilo nikoli problem, ampak nekako si mogel vse skupaj sam vzpostaviti. Ampak v resnici ni bilo nekako, stvari so dejansko, si lahko vzel čas, da si nekaj vzpostavil. Medtem ko zdaj se bojim, da dejansko moramo biti skoraj hiperproduktivni. Ker tudi, recimo, lahko ponazorim, jaz sem doktorirala 2008 s člankom, ki je imel 9 slik, ampak če pa gledamo te delčke slik, se pravi panele, je imel pa 24 panelov. Včeraj smo pojavili eno študijo, ki ima samo na prvi sliki 24 panelov, pa je slik 7, pa še 16 dodatnih slik in tako naprej. Se pravi dejansko in metodološko je zahtevno. Res, da tudi pri nas je bilo tako, če si nekaj preverjal, si kdaj čakal tudi kakšen mesec, da je prišel rezultat analize. Se ti si ves čas veliko delal. Ampak mogoče za neke stvari, to hočem reči, da dejansko smo imeli mi res čas, da smo lahko počasi raziskovali. Zdaj pa pač ni to več tako, so pa seveda študije bistveno boljše, kot so bile naše, pa dejansko bistveno več vemo. Ana? Jaz pri tem vprašanju lahko tudi malo goljufam in povem v bistvu širše, ker sem zdaj ravno v prejšnjem mesecu imela v bistvu intervju, upravljali smo v Društvu Mlade akademije intervjuje z nekdanjimi predsedniki Društva mladih raziskovalcev, tako da v bistvu imam še to perspektivo za nazaj spremembe. In če nekako povzamem, ena stvar, ki so recimo oni opazili, je to, da v bistvu več imamo priložnosti mednarodnega sodelovanja. To je nekaj, kar mogoče v preteklosti ni bilo tako na voljo, sedaj pa v bistvu res danes že tako nekako norma, da gre doktorski študent tudi nekam v tujino in veliko je teh možnosti mednarodnih projektov, tako da nekako ta internacionalizacija, da je teh priložnosti več. Se pa ja, strinjam tudi s tem odgovorom, da dejansko se v raziskovanju poteka precej hitreje in bolj intenzivno in je neka ta v bistvu hiperprodukcija člankov, vse se dogaja res zelo hitro, prehitro, zdaj z umetno inteligenco pa še toliko bolje. In je v bistvu tudi kar velik pritisk na raziskovalce naj objavljajo. Recimo, zdaj v bistvu je tudi to, da raziskovalci objavljajo članki, ne vem, leta nazaj, v bistvu ni bilo tako visokih pričakovanj glede same produkcije, koliko naj doktorski študent napiše. Takrat so imeli recimo mladi raziskovalci zbornik, kjer so objavljali take svoje prispevke, ki je bil to recimo en tak pogoj. Takrat. Danes ne, pa v bistvu res je to res ta poudarek na tem objavljanju, čim prej objavljati, čim bolj zgodaj. Zdaj že skoraj, ko se išče tudi doktorske študente, je skoraj že se pričakuje, da bo imel že na začetku neko objavo, že sploh preden začne doktorski študij. Tako da so te zahteve z tega vidika bolj zahtevne skoraj. Je pa več priložnosti. Če bi jaz samo, verjetno je to tudi malo od področja odvisno. Pri nas še vedno nekako velja en članek za doktorat, ampak te članki so bistveno bolj zahtevni, kot so bili naši. To sem hotela reči. Seveda pa imamo pa tudi druge odseke, kjer pa nekako se pričakuje, da je mogoče 3 članki. Ampak recimo na našem odseku je praktično bolj ali manj pravilo, da je to en članek za doktorat. Seveda pa potem potekajo raziskave naprej in se objavijo potem tudi še članki kasneje. Ja, te razlike med področji so tudi velikokrat zanimive in tudi nekaj, kar v bistvu potem ravno s tem povezovanjem, ko se v bistvu pogovarjamo z drugimi doktorskimi študenti, potem res odkrijemo, kako so včasih zanimive razlike v področjih. Ponekod so članki tisto, kar štejo, če gremo na področje računalništva informatike, tam so konferenčni prispevki, v humanistiki so knjige, tako da ja, je v bistvu res težko v bistvu z istimi kriteriji nas ocenjevati delo in spremljati. Ok, hvala. Zdaj, Ana, omenila si umetno inteligenco.
Kako se vam zdi, da sama digitalizacija in umetna inteligenca spreminjata področji vajnega raziskovanja? Jaz moram priznati, da v bistvu se mi zdi tako zelo dobrodošel pomoček, ki pohitri lahko kakšno nalogo in nekako se potem lahko več časa nameniš zadevam, ki jih pa z umetno inteligenco ne moreš narediti, ker še vedno vsega ne moreš z umetno inteligenco in pa pomembno je tudi res uporabljati odgovorno in se zavedati, ne, v bistvu, kaj zmore in kaj ne in vse imati z neko tudi rezervo. Tako, ne, ker ne more nas še nadomestiti, ne. Smo še vedno v bistvu naše znanje, naše kompetence so pomembne in mogoče pa kakšna administrativna opravila, ki so nam prej vzela veliko časa, nam pa sedaj mogoče vzamejo manj, tako da zame je to dobrodošla. Sprememba je pa v bistvu tako, ne, kolegi, ki imajo recimo veliko študentov in pa opažijo težavo, ne, da so prispevki študentov sploh na dodiplomskem študiju, tako se velikokrat vidi, no, da se preveč zanašajo na umetno inteligenco in je potem težko karkoli ocenjevati. Tudi zdaj recimo imamo odprt nek razpis za prijave, pa recimo motivacijsko pismo, je včasih res očitno, ne, da se to v bistvu res ogromno uporablja in pol ne veš, kaj je pristno in kaj ni. Ne. Tako da so gotovo s tem povezane tudi določene težave. Ni to samo koristen pripomoček, ampak tudi tako, no, ena stvar, na katero moramo biti pozorni in biti previdni glede tega. Ja, jaz sem v bistvu, kar se tega tiče, še zelo konzervativna, ampak se zavedam, da v bistvu bom prej ali slej mogla začeti uporabljati, kar se tiče, ne vem, raznih teh pogovornih modelov in podobno. Seveda pa uporabljamo modele, kot so AlphaFold in to nam je pa zelo veliko pripomoglo. Mi pač recimo smo tako, recimo uporabljamo molekularno biologijo, definiramo mogoče kakšne aminokislinske ostanke, ki so pomembni in zdaj to seveda tudi preverimo. Potem imamo močno skupino na odseku, ki načrtuje proteine, ki ne obstajajo v naravi in tudi z njimi sodelujemo, razvijamo nove zaviralce vnetja in to so vse stvari, ki mislim, da jih je pač treba dejansko se polno vršiti v njih. Kar se tiče pa pač uporabe, pa tudi mislim, da če nekaj recimo, da bi bilo neumno ne uporabljati orodij, če recimo rabiš, da dobro napišeš članke en mesec z orodjem, pa če ga znaš dobro uporabljati pa 1 uro in se lahko posvetiš drugim stvarem, bomo pač na slabšem, če tega ne bomo uporabljali. Skrbi me pa naslednja stvar in sicer že trenutno obstaja kar veliko nezaupanje v znanosti, ne, kar se tiče ponarejanja podatkov in podobno. In se bojim, da bo potrebno bistveno bolj, da bodo revije zahtevale še bistveno več podatkov, kot jih zahtevajo sedaj. Zdaj recimo določene revije zahtevajo surove podatke, ampak surovi podatki so trenutno podatki, ki jih uporabiš, da zrišeš nek graf. Verjetno zelo hitro se bo pojavilo, da bodo od naprave, tistega izpisa naprave naprej potrebno imeti vso sledljivost. Tudi zaradi podobnih zadev. Tako da to bo pa pač pomenilo še več dela za nas tudi. Čeprav, če bomo imeli dober sistem, bomo pač tudi to lahko naredili. Ja, seveda. Zdaj, ko smo že mogoče na teh podatkih, kako pa mislite, da sta se v zadnjem desetletju spremenili odprta znanost in seveda odprti podatki? Ja, to je tema, s katero se jaz zdaj predvsem zadnji 2 leti intenzivno ukvarjam, ker sem nekako v bistvu tudi na naši univerzi podatkovna skrbnica in tudi v bistvu nudim podporo drugim raziskovalcem pri ravnanju s podatki in sem se tudi v bistvu usposabljala na tem področju. In mislim, da je to v bistvu zelo pomembno, no, za nekako krepitev zaupanja, ne. Kot je v bistvu Iva omenila, imamo velike težave, ne, lahko tudi z preverjanjem, ne, dejstev in zato je zelo pomembno, da se lahko v bistvu, da so stvari reproducibilne, da se lahko v bistvu sledi in da se stvari transparentno objavijo. Res je to v bistvu veliko dodatnega dela za raziskovalce, zato se pa zdaj v bistvu na
predvsem na univerzah v tujini, no, se v bistvu razvija ta poklic podatkovnega svetovalca, v zadnjih 2 letih pa tudi pri nas, da v bistvu raziskovalci pri temu niso prepuščeni sami, ampak institucija tu zagotovi neko podporo. Je pa težava, da v bistvu teh kadrov ni in je treba te kadre še usposobiti in je tukaj zelo veliko stvari za se naučiti. In pa predvsem velike razlike so v področjih. Določena področja imajo že dolgo tradicijo, recimo v okviru družboslovja, taka recimo psihologija, no, tam že dolgo časa delajo na krepitvi tega. So pa potem v znanosti pa področja, ker te stvari niso razvite, predvsem znanosti, kjer je veliko sodelovanja z industrijo, recimo opažam. Tam se veliko v bistvu poskuša nekako skrivati, ne objavljati stvari in tam je v bistvu zelo težko v bistvu prepričati raziskovalce v odprto znanost, v prednosti tega, da delijo svoje podatke, ker je tam tudi veliko v bistvu nekega tekmovalnosti, ne? Tako da tukaj opažamo res velike razlike med področji. Jaz bi mogoče samo tukaj dodala, da mogoče tudi ena sprememba, ki sem jo s tekom doktorata doživljala, na eni strani začenjanje predobjav, torej potem, ko zaključiš neko raziskovalno raziskavo in potem je že pripravljen nek članek in preden ga objaviš oziroma preden ti ga znanstvena revija sprejme, a ne, lahko v bistvu to na nek arhiv objaviš, a ne, to je mogoče ena taka sprememba, ki mogoče tudi malo krha lahko tudi zaupanje v znanost po eni strani, čeprav ne vem točno, no, ampak po eni strani vem, da recimo v času covida je bilo zelo veliko teh zadev, ki so se potem na hitro v javnosti pojavljale kot že nek dokaz oziroma že neka preverjena informacija, je bila v resnici objavljena v neki predobjavi. Po drugi strani pa tudi ena stvar, ki se je pojavila tekom mojega doktorata, je pa ta praksa predregistracije svojih raziskav. Torej, da vnaprej registriraš, kaj boš naredil, kaj boš naredila in potem pač slediš temu načrtu oziroma ga pač po potrebi lahko tudi spremeniš, če je taka potreba. Ne? In seveda odprti podatke. Ne? To so mogoče neke misli, ki se mi zdi, da se res te ravno zaradi razvoja digitalizacije, zaradi razvoja interneta in vseh ostalih zadev, da so se spremenile v zadnjih 10-20 letih in da je potem res vedno več vseh teh količine podatkov, količine znanstvenih del in je težje mogoče jadrati in razumeti točno, kaj je katera stvar, kaj je predregistracija, kaj je predobjava, kaj je vse to pri odprtih podatkih. Ja, spomnim se, kako so se tem COVID časih kakšne študije, recimo, ki niso bile še recenzirane, ne, so jih v bistvu, recimo, so se zlorabljale. Tako da ja, to je tudi pač lahko ena past tega, te odprtosti. Je pa pomembno, ne, če v bistvu stvari ne bi bile odprte, pa v bistvu še toliko več teh tveganj. Kar se je tudi zelo nedavno spremenilo je, da v bistvu zdaj vsaj za Univerzo v Ljubljani mi je znano, da je potreben pri v bistvu načrtovanju doktorske raziskave in pri vpisu doktorske teme je potreben tudi načrt ravnanja s podatki, kar v bistvu prinaša lahko zelo dobre posledice, saj poleg tega, da seveda rabimo imeti podatke transparentne, je tudi to, da ko ti začneš doktorski študij, tudi tebi ni najbolj jasno kot doktorskemu študentu, kako boš ravnal s podatki, kako jih naj sploh organiziraš in to v bistvu predhodno s tem definiramo, kar pomeni, da je tudi manj možnosti za čisto nedolžne napake, ki se pa seveda dogajajo vse povsod. Ja. Še eno vprašanje, da navežemo mogoče potem na naslednji del. Kako mislita Iva in Ana, kako težko je dobiti doktorske študente danes v primerjavi mogoče z desetletjem nazaj in kakšen je njihov odnos oziroma miselnost? Jaz imam srečo, da v bistvu delam na zelo privlačnem področju, tako da trenutno še nimam, bom rekla, mogoče tudi privilegij to, ker dejansko delam res z odličnimi študenti in študentkami. Vem pa, da imajo določeni kolegi, ki recimo delajo mogoče na področju računske kemije ali računalništva, mogoče tudi bolj tehničnih ved, velike težave zaradi tega, ker so pač službe v industriji zelo privlačne. Tudi mi vidim, pač velikrat dobim izjemno dobre magistrske študente, ki pa že takoj povejo, ne, akademija me ne zanima, ampak dejansko pač magisterij zelo korektno upravijo in ni s tem čist nič narobe. Tako da vidim tudi ta pogled, da mogoče je zdaj, se je malo spremenilo to, je mogoče
študentov, ki si želijo delati doktorat in se vidijo v znanstveni karieri manj, ampak tisti, ki pa so pa odlični. Ana? Ja, jaz imam tukaj v bistvu manj teh neposrednih izkušenj, ker do zdaj v bistvu nisem še mentorirala nobenega doktorskega študenta. Imam zdaj v bistvu prvič, sem zdaj letos somentorica, pa zdaj imamo v bistvu, ko sem projekt pridobila, zaposlimo sedaj v bistvu doktorskega kandidata, no, nekoga, tako da če koga zanima, se lahko obrne name glede tega. Tako da lahko na to vprašanje v bistvu odgovorim glede tega, kar opažam pri drugih in imam občutek, no, da zdaj trenutno tudi, no, ker je v Sloveniji kar nizka stopnja brezposelnosti, da je v bistvu tako obdobje, ko je težko dobiti kandidate. No. Vse tako, ko se jaz pogovarjam s kolegi, imajo v bistvu s tem velikokrat težave, ker je v bistvu nekako je veliko zaenkrat izbire drugih služb, tako občutek, tako da sem tudi bila kar zaskrbljena, ampak čeprav zdaj na ta razpis, no, smo dobili tudi nekaj dobrih teh kandidatov se je prijavilo, tako da imam tudi nekaj upanja, čeprav me je to tudi zelo skrbelo, no, ker me nekateri kolegi se pritožujejo na tem, da imajo težave, no, danes s tem. Sedaj bi pa še jaz mogoče vprašala mojega mentorja in direktorja Kemijskega inštituta, Gregorja Anderluha, če bi nam želel še on mogoče kot prekaljen mentor povedati svoj vidik, kako težko je danes dobiti doktorske študente in tudi kako težko jih je zadržati, da nadaljujejo na raziskovalni poti. Ja, dobro večer. Jaz sem danes tukaj, ker sem prišel malo Niko podpreti, me povabila na ta pogovor. Ker je ena od redkih doktorskih študentk, ki je, kot je že sama omenila, da se ukvarja tudi s tem outreachom, da jo zanimajo tudi druge stvari, se pravi ta promocija znanosti in tako naprej. No, se mi zdi to krasno, tudi ta pogovor današnji. Že zdaj na začetku ste odprli cel kup odličnih iztočnic. Drugače, kot je bilo 10 let nazaj, zdaj je veliko težje dobiti doktorske študente. Mi smo na našem inštitutu na srečo, ne, zato, ker so mentori, zdaj, večina mentorjev je res odličnih, ima odlične projekte in to tudi malo vleče dobre študente, ne. Zato mi smo bili zelo odporni proti tem izzivom iskanja študentov, ker smo dejansko na vsakem razpisu dobili res ogromen dobrih kandidatov, tisti, ki pa so že imeli nekako nagledane, tako iz dela, ne, iz magisterijev, znotraj laboratorijev, tisti pa itak niso imeli izzivov s tem, ne. No, razen letos, ne. Letos je pa prvič, da imamo pa zelo velike izzive s tem, ne, da na ta razpis se nam je prijavilo manj kandidatov iz Slovenije, kot je razpisanih mest, dobili smo pa ogromen prijav iz Indije pa Pakistana, ne. Tako da to se pozna in to, kar ste navedli, ne, ta okolje, ki se v Sloveniji zelo radikalno spreminja, visokotehnološko okolje, recimo za naše področje tipično farmacevtska industrija, ki se krasno razvija v Sloveniji in bo posrkala z inštitutov in univerz zelo dober kader in tukaj se že to kaže, ne, da v bistvu tekmujemo z njimi in je treba zdaj tudi pa na inštitucijah tudi, ne, ta akademski način dela bolj nekako spromovirati, ne, v javnosti in kaj vse to zakaj je vse to dobro za mladega človeka. Ne zaključim s tem, ne, Nika je prej razložila, kako je do nas prišla, ne. Mislim, da sem ti tudi rekel, da naredi doktorat pa 5 pol v industrijo, da se boš naučila cel kup enih koristnih stvari, da je to vedno fajn skozi tako izkušnjo iti, no. In to se mi zdi, da je ena taka stvar, ki mladi ljudje, ki grejo v industrijo, to jim nekako malo manjka, no, in ta izkušnja doktorata se mi vseeno ti nekaj da, tako kot človeku, ne samo tista neko ozko strokovno področje, ampak na nek način dozoriš, no, kot človek. Definitivno bi se strinjala, hvala. Sedaj pa se vrnimo iz preteklosti v sedanjost in sicer se lahko čudovito navežem na odgovor, ki smo ga sedaj dobili. Ta je mogoče bolj primerna za mene in pa Lucijo, ampak potem tudi Ivi kot mentorici. Kateri so največji izzivi, s katerimi se danes soočajo mladi raziskovalci? Zdaj, lahko mogoče jaz prva začnem, da se navežem na izjavo profesor Anderluha. Največji izziv, po mojem mnenju, danes jih je nekaj, ampak prvi izziv je sigurno, da ko ti doktoriraš, si star okvirno 30 let
In tudi, če se potem želiš zaposliti v industriji, marsikdaj začneš kot v bistvu te zaposlijo kot popolnega začetnika. Potem ti je verjetno omogočeno hitro napredovanje, vendar še vedno tvoja in plača in pozicija sta primerljivi tem z magisterijem. Se pravi, zdaj, ko sodim po svojih kolegih, ki so se odločili za takojšnji odhod v industrijo, so zdaj že precej napredovali v teh 4-5 letih in so sedaj tako na poziciji, kot tudi na plači na veliko višjem nivoju, kot so bili na začetku. In ker so to glih taka formativna leta za človeka, tako kot z stališča zasebnega življenja, kot tudi profesionalnega, da tukaj dodamo še seveda, da je za ženske to še nekoliko pomembneje, kako planiraš svojo kariero, je v bistvu to ena stvar, ki mene osebno bremeni na tej poti. Je pa, kot je rekel profesor Anderluh, izjemno tudi nagrajujoča pot, ko vidiš samega sebe, kako rasteš skozi leta in kako v bistvu postaješ bolj odporen na neke življenjske situacije, s katerimi se vsi soočamo. Ja, v bistvu se strinjam z vsem, kar je Nika povedala, težko tukaj kaj dodam. Absolutno je plača, se mi zdi tukaj zelo velik faktor, ker težko konkuriramo industriji. In tako kot je tudi povedal gospod Anderluh, industrija posrka ves kvaliteten kader. Vem, da pri nas, jaz sem s fakultete za farmacijo, imamo tudi laboratorijsko biomedicino smer, imamo industrijsko farmacijo, imamo kozmetologijo, imamo klasično farmacijo, kadra ni, pač kader zgine, posrkajo jih. Tako da nam vedno govorijo, da pač potrebujejo še. Tako da absolutno, plača je sigurno problem, sicer je res, da so se plače mladih raziskovalcev dvignile v zadnjih letih, ampak še vedno bi rekla, da premalo. Že ene par let nazaj, če se tudi navežem, je s fakultete za strojništvo mi kolega povedal, da so Pakistanko mogli vzeti na mesto mladega raziskovalca, ker preprosto ni bilo Slovenca, ki bi se na to mesto prijavil. Tako da ja, to je sigurno problem. Jaz kot nekdo, ko sem začela doktorat z majhnim otrokom, moram reči, da je bilo kar težko, ker se mi zdi, da je zelo težko pač kombinirati neko pač mlado družino in to družinsko življenje z raziskovanjem, z doktorskim študijem. Tako da ja, absolutno je za razmisliti, kaj v tej smeri, kaj bi se lahko naredili. Se mi zdi, da tudi, če imaš otroka, res lahko manj posvetiš svoje koncentracije in vsega raziskovanju, no. Tako da smo ženske mogoče tukaj malo zadaj. Ampak hkrati pa mislim, da malo kontriram Luciji, da je seveda pomembno, da imaš v življenju poleg doktorskega študija še druge stvari, da v bistvu odmisliš in da se lahko v bistvu sprostiš in ne razmišljaš skozi, ker to je potem en začaran krog, zakaj mi raziskava ne uspe, pa kaj lahko naredim drugače, pa kaj bi mogla to še ponoviti. In če imaš v bistvu ti nek ventil, da doma izklopiš, je to potem lahko v bistvu. To so nama tudi povedali mnogi gosti na Meta podcastu, da je v bistvu to najpomembnejše, da imaš hobije zraven doktorata, ker če ne, v bistvu lahko padeš hitro v neko spiralo. Mogoče je tukaj tudi neka disciplinska vrzel, no, da je to zelo specifično za kakšne torej znanstvene discipline povezane s tehnologijo, z biotehnologijo in podobnimi zadevami, a ne, kjer je ta industrija, kot je bilo že prej rečeno, se pri nas zelo razvija. Ne vem, če pa tako res čisto na vseh področjih. Po drugi strani pa mogoče sem jaz ta sanjačica tukaj zadnji, ker se mi zdi, da nekateri, ki se odločijo za doktorsko in to raziskovalno pot, se ravno zaradi tega, da na nek način odrastejo skupaj z njo, grejo čez te težave in jih dejansko žene ta radovednost po neki, ne zgolj, da bi nekaj optimizirali ali pa razvili nekaj novega, ampak tudi, da bi odkrili nekaj novega. No? In da je mogoče tudi na to idejo treba igrati, ko se išče mlade raziskovalke in raziskovalce. Ana, imaš mogoče ti še kakšno misel pri tem, ker si pa v bistvu iz drugih disciplin kot Lucija in Nika? Ja, glede teh možnosti industrije. Jaz sicer takrat, ko sem postala mlada raziskovalka, takrat je bilo ravno to obdobje, ne, po tisti krizi leta 2008,
tako da je bilo v bistvu ni bilo toliko možnosti v industriji, ampak ja, podobno opažam, ne, da včasih ljudje, ko grejo v industrijo, imajo lahko tam precej višje plače, pa napredujejo, predvsem pa imajo tako delo, da ko pridejo domov, lahko odklopijo, ne, to se mi zdi glavna prednost, kako si raziskovalec, to v bistvu, vsaj pri meni je tako, da to ni samo služba, to je v bistvu način življenja. In zdaj recimo omenjali neko združljivost tega z družinskim življenjem, je to v bistvu res težko, ne, jaz recimo zdaj, ko imam 2 majhna otroka, je to v bistvu res, imam sicer za to veliko podpore, zato mi to potem uspeva, ampak ko recimo grem na neko konferenco, imam vedno slabo vest, če jih pustim doma, pa če jih vzamem s sabo, pa potem tam ne morem uživati, pa je tam konferenčna večerja, pa ljudje tam uživajo, pogovarjajo, se mrežijo, jaz pa v bistvu pa grem potem z možem in otrokom raje in ne vem, zgubim mogoče zaradi tega kakšno priložnost, ne, tako da v bistvu so tu res neke take, ni enako, ne, in je v bistvu to res težko, tak poklic, ne, ko si v bistvu, mu moraš biti na nek način predan, ne, da si v bistvu res, če hočeš biti top strokovnjak na nekem področju, moraš v bistvu res se spremljati, veliko informacij, veliko se dogaja, veliko se mrežiti, povezovati, pridobivati projekte in je to vse težko usklajevati z nekim normalnim življenjem. Tako da enak, meni ni toliko za plačo, ne, ko pa mislim, da bi šla nekom industrijo, bolj mi gre za to, da bi mogoče lahko res odklopila, ne, ker pri raziskovanju pa vedno je nekaj več, kar lahko narediš, ne. Nimamo neke zgornje meje tega, kar lahko naredimo. To je neka stvar, ki se meni zdi v bistvu problem. Bi še mogoče Iva kaj dodala? Jaz mislim, da drugače je to zelo dobro, da imamo industrijo, ki tako dobro stoji, čeprav mogoče mi izgubimo kakšnega zelo perspektivnega znanstvenika na ta račun. Hkrati bi pa rekla, jaz moram reči, da pač nisem imela kaj dosti hobijev. Imela sem pa otroka med doktorskim študijem, ampak jih dejansko nisem rabila, ker sem pač mene so te stvari res zanimale in so me grizle in pač sem res hotela nekaj odkriti. Se pa strinjam, da naše delo ni nikoli končano. V bistvu se sami odločimo, kdaj smo dovolj odkrili, da lahko pošljemo nekam. Ne. Še vedno nekaj ostaja, nekaj ne razumemo. Tako da je v bistvu na tem. Hkrati pa moram reči, da vsem se mi pa zdelo, da je bil naš delovni čas zelo prilagodljiv. Ne. Recimo, po moje sem jaz edina mama, ki je bila čisto na vseh pač predstavah, ki so bile ob 10, pa ob 12, pa tako naprej. Pač, to ni bila nobena težava. Sem pač šla ven iz službe in sem prišla nazaj. Ne. Pač, če bi bila v industriji, nisem čisto prepričana, kako bi nadrejeni gledali na moje izhode, posebej, če bi povedala, katera, ne vem, gimnastika, pa kitara, pa pač karkoli druga. Moram pa to reči, da jaz sem imela veliko pomoč, pač najprej strani moža, midva sva si praktično tudi porodniški dopust sva si razdelila. In staršev in sestre, tete, praktično vsak je prišel pomagati potem po drugi strani tudi in je bilo to tisto, kar je nama omogočalo, da sva delala kot doktorska študenta oziroma kot mlada raziskovalca takrat, da sva pač še kar solidno delala. Ja, jaz se v bistvu strinjam, tudi jaz v bistvu ostajam na fakulteti zaradi prilagodljivega delovnega časa, ker pač je res lažje, se mi zdi, ob družini, no. Tako da se strinjam, pa support system absolutno je pomemben. Kako pa se vam, mogoče vama, Iva in profesor Anderluh, zdi, da mladi raziskovalci danes razumejo znanost? Kako jo dojemajo, bolj kot kariero ali kot poslanstvo? Ali se je to v zadnjih 10 letih spremenilo? Ne vem, če se je to ravno zelo spremenilo. Pač jaz mislim, da tisti, ki dejansko potem ostajajo v znanosti, to še vedno vidi kot poslanstvo in ne bi delal nič druga. Pač v bistvu se mi zdi, da ko imaš enkrat to, da te zanimajo neki problemi, ne, se te problemi se skozi novi prihajajo, ne, tega ne bo nikoli konc, ne. Ampak
to se ni čisto nič spremenilo. Jaz mislim, da tudi naš šolski sistem je izredno dober. Točno vidiš, že imeli smo projekte z dijaki in to vidiš, da dijaki razumejo pomen znanosti. Pol mogoče se malo zgubi v teh točkah in tekmovanju in to, in da mogoče tudi na ta račun se kdo odloči, da pa, ker ni bil najboljši v letniku, da mogoče ni primeren za doktorat, ampak to jaz sploh ne gledam več povprečij, ker sem videla, da ni hude korelacije, recimo med dobrim znanstvenikom in povprečju na magistrskem študiju ali pa diplomskem študiju. Tako da ne bi rekla, da se je to zelo spremenilo. Je pa mogoče, jih je pa manj, no. Pač ni več tistih, ki se iščejo, recimo, ki ne vejo, kaj bi, pa se odločijo, da bodo delali doktorat, ne. Tega je manj. Zdaj že zelo dobro vejo, ali hočejo iti v industrijo, ali pa hočejo delati znanost. Mislim, da je Iva zelo dobro odgovorila. Takih je manj, ja, ki so prišli pa so rekli, da nimajo kaj drugega za delati, pa so pomislili, če bi lahko doktorat naredili. Pa smo takim že takrat rekli, da mogoče ne še malo razmišljajo. Zdi se mi, da zdaj pa mladi, da hočejo tudi več stvari preskusati, ne. Se pravi, potem, ko se doktorat naredi nekako, imamo pa morda izzive jih zadržati, ne, v organizacijah, tudi če imamo, ne vem, neke poti vidne, ne, karierne, se potem grejo pa probajo še kaj drugega, ne, ali grejo v industrijo, ali nekaj jih gre v tujino, tudi, no, ne veliko, ampak nekaj jih gre tudi v tujino, tako da mogoče je to razlika, no, da včasih bilo mogoče, so se bolj odločali potem za nadaljevanje v teh akademskih skupinah, zdaj pa tako različne stvari hoče sprobati. Bi še mogoče Ana ali pa Lucija kaj dodali? Ne, jaz tudi na to temo ne. Ok. Potem pa Zarja, mislim, da smo pripravljeni, da se vrnemo oziroma da se popeljemo v pogled v prihodnost. Ja, ampak bom v bistvu, glede na to, koliko je že ura, bi kar vprašala, če ima kdo še v publiki kakšen komentar, kakšen pomislek. Vem, da vas je nekaj tukaj, ki ste tudi bili na raziskovalnih poteh v preteklosti. Ne? Ok. Če ne, pa mogoče malo kasneje. Imam še vseeno 3 vprašanja. In sicer mogoče kar za Ivo najprej, no. Kaj pa je ta, se ne vem, če bom znala lepo besediti, kaj v bistvu mladi prinesejo k vam v raziskave, ne? Zakaj je fino delati z mladimi, zakaj jih je fino privabiti v raziskovanje? Kaj so ti največje priložnosti, da se jih vključi in da se jih privabi? Prvič, neka nova energija, ne. Potem dejstvo je, da ne moramo vsega sami narediti in rabimo tudi, ne vem, druge oči, ki vidijo stvari mogoče malo drugačen pogled, kot jih mi vidimo. Hkrati jaz že vidim, da se počasi vseh stvari ne morem več naučiti, oziroma ali pa nimam časa, ne, oziroma nimam časa, da bi si vzela en mesec, da bi se nekaj čisto novega naučila. Njim je pa to v bistvu dokaj enostavno. In to so vse stvari, ki pač dejansko rabimo mlade ljudi, da stvari peljajo naprej. Da lahko sledijo tehnologiji. Ne bom rekla, da sem jaz čisto odpad, ne, ampak dejstvo je, da je njim to lažje sledijo tem stvarem. Moje naloge so pa drugačne. Ana, imaš ti še kaj za dodati? Ja, mogoče v bistvu, glede, bi tako recimo rekla, da jaz sem se na začetku moje kariere zelo izogibala temu, da bi mentorirala, delala s študenti in sem rekla, jaz bom samo raziskovalka, jaz bi samo raziskovala. Pa sem pa v bistvu začela v zadnjih letih v bistvu opažati, ne, da v bistvu je to v bistvu tudi nek manko, ne, da nimaš stika in da je zelo pomemben ta prenos znanja naprej. In pa sem v bistvu pred leti so me pa vseeno povabili, da začnem poučevati, pa bila majhna skupina in sem videla, da v bistvu s tem, ko jaz druge poučujem, se s tem sama potem tudi sama sebe to svoje znanje utrjujem in pač vsakič, ko eno stvar ponoviš, jo še bolje v bistvu razumeš. In sem zdaj v bistvu tudi to začutila, ne, da v bistvu vse to znanje, ki ga imam, ki sem ga nabrala, je zelo pomembno v bistvu ga predati naprej.
na nove generacije in v bistvu zato zdaj v bistvu tako, ne, sem začela zdaj tudi iskati, ne, te možnosti, se ponujati, da mentoriram in sem ugotovila, da je to ena taka stvar, ne, da zdaj sem dosegla nek tak nivo znanja, ko mi je to tak, imam nekaj od tega, ker se v bistvu počutim mogoče bolj kompetentno. Na začetku, ko sem čisto začela, ko sem bila še doktorska študentka, mi je bilo tako malo mimo, kaj bom jaz zdaj v bistvu druge pač poučevala, se nisem počutila, da še toliko znam, zdaj pa sem res na taki fazi, ko bi rada predajala to znanje naprej in mi je to v bistvu res potem to veseli, to delo z mladimi, da predajam nekaj naprej. Vidim tukaj res neko vrednost. Zdaj si me spomnila na en graf, mislim, da je v enih od teh PhD zadev šal, kjer gre nekako tako, da na začetku doktorata, ko zbereš temo, imaš občutek, da nekaj veš o tej temi, potem, ko pripraviš čisto dispozicijo, ugotoviš, da nimaš pojma, pa si nekje globoko v jami in potem mogoče zadnjih nekaj mesecev, ko dejansko zaključuješ to delo, imaš občutek, da mogoče pa celo obstaja neka lestev ven iz te jame nevednosti in počasi me kar spomnila na ta tvoj opis. Pa glede na to, da govorimo o podcastu, da smo vse mi 4, ki smo vodile ta podcast, prišle z željo po komuniciranju znanosti. Pa če vsaka doda mogoče kakšno misel na to, kako je to zdaj tudi pomembno, oziroma kako se je to tudi v zadnjih 10 letih spremenilo, da je postala neka pomembna veščina, ki naj bi se razvila, oziroma naj bi jo raziskovalke in raziskovalci tudi razvijali. Ana, mogoče pri tebi začnemo. Ja, jaz mislim, da je zelo v bistvu pomembno znati komunicirati znanost, ker v bistvu ne delamo zase, ampak za druge. In torej, v bistvu, ko govorimo o komuniciranju, najprej v bistvu znanstvenikom drugim, ne, tudi že to so potrebne veščine, potem pa je še nivo višje, da v bistvu neki splošni javnosti v bistvu predstaviš način. Tukaj zdaj imamo s temi, ki se ukvarjajo s komuniciranjem, recimo PR služba pri nas tako debato, ne, a bi moral zdaj vsak raziskovalec sam znati svoje stvari komunicirati. Jaz mislim, da ja, da je to nekaj, kar je v bistvu pomembno, ker vsako področje je tako specifično, da v bistvu res moraš v bistvu to, kar delaš, znati biti sporočiti drugim, ne, pa vsaj tistim, ne, ki komunicirajo, tudi z njimi moraš komunicirati na tak način. In prav je v bistvu, da se, pomembno je pa tudi zato, ker je znanost vedno bolj interdisciplinarna in veliko krat delamo z ljudmi z drugih področji znanosti in tudi za sodelovanje z njimi je zelo pomembno, da se v bistvu da jasno izražamo, ne, svoje ideje, kaj delamo, svoje področje, ker oni prihajajo z nekega drugega področja, tako da tudi tu je ta komunikacija zelo pomembna. Za splošno javnost pa ja, ker je, kot smo omenjali, ne, prej v bistvu težave z zaupanjem v znanost obstajajo, iz povsem upravičenih razlogov. Zato je v bistvu tudi pomembno, ne, da s tem, v bistvu, ko postajamo boljši komunikatorji znanosti, tudi krepimo s tem zaupanje v znanost, kar je danes zelo pomembno. Iva? Se strinjam. Ne bom rekla, da mi je recimo prijetno, ne, razlagati o naših zadevah, ampak se trudimo. Moram reči, da tudi ko sem bila mlada raziskovalka, smo nam že omogočili tečaj retorike. In mislim, da imajo tudi zdaj neke določene delavnice na to temo. Imam tudi sodelavko, ki jo to veseli, tako da vedno vse te stvari, ki jih mi pripravimo kot, se pravi, kot novice za javnost, objavi kakšnega članka, ona pregleda in predlaga, kako bi mogoče stvar bolj enostavno povedali. Vedno je neka skrb, da boš mogoče nekaj preveč poenostavil ali pa da boš nekaj prenapihnil, potem te tudi velikokrat skrbi, da bo mogoče novinar malo drugače povzel tvojo novico in bo izpadla narobe. Jaz moram reči, da sem se v zadnjih mesecih kar nekaj pojavljala v medijih in so bila vsa poročanja zelo korektna. Tako da je bil ta strah čisto odveč, ampak velikokrat ne vidiš novice, dokler je ne vidiš na televiziji. Ampak dejstvo je, če ne želimo, mi moramo v bistvu komunicirati našo znanost, moramo pokazati, kaj delamo, ljudje morajo razumeti, da smo mi potrebni, da je znanost potrebna, če ne želimo imeti scenarija, ki se dogaja ne tako daleč. Nika? Ja, zdaj večina ljudi, ki se ne ukvarja znanostjo, ko si predstavlja znanstvenika, si predstavlja Alberta Einsteina z smešno frizuro, očali in v bistvu nekega napol introverta, kako pipetira v laboratoriju ali pa sedi za računalnikom ali pa bere knjige. In sicer ljudje, znanstveniki pogosto oziroma v največ primerih ne grejo v znanost zaradi tega, ker jim je komunikacija v bistvu, ker jih zanima. No.
Tako da je potrebno imeti neke, po mojem mnenju, strokovne službe, ki razumejo znanost in po drugi strani komunicirajo, razumejo ljudi, razumejo komunikacijo, razumejo v bistvu strateško komuniciranje določenim ciljnim skupinam. Tega se tudi zaveda Evropska unija v zadnjih letih, zato so tudi ustanovili nov program financiranja in usposabljanja znanstvenih novinarjev na evropski ravni. In v bistvu mislim, da je pomembno, da tudi znanstveniki, mi vedno mislimo, da najboljše poznamo svojo raziskavo in da tega noben ni sposoben tako dobro komunicirati, kot to znamo mi, ampak to v bistvu v veliko primerih žal ni res. In mislim, da tudi kot znanstveniki se moramo kdaj naučiti spustiti vajeti in v bistvu prepustiti drugim ljudem in priznati, da tudi drugi ljudje vejo, kaj bolje od nas. Tako da to bi jaz dodala. Jaz v bistvu se pridružujem vsemu temu. Mislim pa, da je zelo pomembno, pač Metin podcast se mi zdi, da je bil odlična platforma za mlade znanstvenike, da so izkusili to komuniciranje. Da so se naučili oziroma imeli sploh priložnost, da svojo znanost skomunicirajo neki laični javnosti mogoče. Kar se mi zdi, da je zelo pomembno in to, koliko je to pomembno, smo videli mogoče prav v času covida, ko pač je bilo res potrebno uspešno skomunicirati, zakaj so določene stvari pomembne, zakaj mogoče cepljenje in tako naprej. In smo mogoče tukaj malo zatajili. In seveda, absolutno, zelo je pomembno, mogoče včasih ne znamo toliko dobro vsega skomunicirati in na tem bi bilo treba delati. V tujini vem, da obstaja veliko delavnic na to temo in vedno so, recimo vprašanja, kako razložiti svojo znanost 5 let staremu otroku. Kako jo razložiš gimnazijcu, kako jo razložiš nekomu, ki je na fakulteti. In kar sem tudi dobrega slišala, je bilo, mogoče poskušaj razložiti, kot da je tvoj hobi. Kako bi izgledal hobi, ki bi bil znanost. Na tak način, veliko delavnic ali pa na nek skeč ali pa vic, tako, kar se veliko dogaja na to temo in se mi zdi zelo pomembno. No? Zdaj imam pa še 2 zadnji vprašanji. Oziroma vam bom dala tako, 2 vprašanji bom postavila, potem si pa lahko vsaka zbere, na katerega bo odgovorila. Eno je, kaj bi danes svetovali svoji mlajši, tisti verziji, ki je opravljala doktorat, ali pa, če bi izpostavili eno stvar, ki naj bi v raziskovalnem akademskem svetu ostane nespremenjena, kljub večnim spremembam, katera stvar naj ostane nespremenjena, katera stvar bi to bila. Kdo bo začel, kdo se bo opogumil? Lahko jaz začnem. Jaz bi odgovorila na drugo vprašanje in sicer, kaj mi je trenutno pri znanosti in pri tem, da delam v akademski inštituciji najbolj všeč, je ta v bistvu nek občutek neformalnosti. Nismo obremenjeni preveč z stasom, potem tudi z neko formalnostjo, z tem, da smo ves čas 100% produktivni, ni še tiste kulture money first, se pravi najprej denar, potem vse ostalo. To je seveda verjetno odvisno tudi od inštitucije, na kateri delaš. Ti dogodki, recimo, ko nekdo objavi članek, pa se potem dobimo, pa pojemo kos torte, nazdravimo. To se mi zdi, da je res nekaj, kar v korporativni kulturi morda izginja, pri nas pa je še kako živo, tudi verjetno na račun tega, da nas je večina zelo mladih. In ja, to mi res daje občutek, da sem včasih še neka študentka na faksu. Okay. Jaz pa bi mogoče si izbrala prvo vprašanje, kaj bi danes svetovali svoji mlajši doktorski verziji. To je v bistvu težko vprašanje za mene, ker sem razmišljala o tem in prva stvar, ki mi je padla na pamet, je bila, da ne iti na doktorat. Ampak vidim podporo iz publike.
Tako da, ne, ampak sej potem sem razmislila o tem in sem si premislila. Tako da pač bi rekla svoji mlajši verziji bolj drugače, da samo ne obupati, pa bo boljš, pa v redu bo na koncu se iztekel. Tako da to. Okay. Iva? Ja, jaz, recimo, če pogledam, ne, ti nisi kaj dosti mlajši sebe govorila, no, jaz pa bi rekla tako, da vsaka stvar, ki jo narobe narediš, ni katastrofa. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da ni treba gledati celic vsak dan, predvsem med vikendi. Bodo preživele. Ana? Jaz bi tudi odgovorila na to prvo vprašanje, kaj bi svetovala sebi, in sicer da bi bolj poslušala svojega mentorja takratnega, ker je imel zame res nekaj pametnih nasvetov, ki jih nisem poslušala. In sicer predvsem pri izbiri teme, no, in opažam tudi, mislim, da bi bilo to koristno tudi za tiste, ki poslušajo, jer mogoče še niso, so doktorski študenti, pa še niso doktorirali. Jaz nekaj opažam, da veliko doktorskih študentov jih zadržuje to, da v bistvu si nekako ta doktorat postavlja na nek visok piedestal in ga idealizirajo, ne, in mislijo, da morajo v bistvu ne vem kakšen preboj narediti. V bistvu najboljši doktorat je tisti, ki je dokončan in si v bistvu postaviti neke realne cilje, ne komplicirati, ne biti, pač seveda ambicije so pomembne, seveda pač je treba dosegati neko znanstveno odličnost in to dobro delo narediti, ampak v bistvu si ne delati prevelikega dela in čim bolj omejiti, ne, ljudje pač tudi zdaj, ko recimo delam za to, ko sem mentorica doktorski študentki, zelo da široko, ne, se da temu. Tema mora biti res čim bolj ožja, specifična, nekaj, kar lahko dejansko v tem času, ki ga imaš za doktorat, narediš. Tako da ja, moj nasvet bi bil, da poslušam mojega mentorja in somentorja in da si v bistvu postavim neke bolj realne cilje glede tega, kaj želim z doktoratom doseči. To bi bil moj nasvet. Zdaj pa še zadnjič poziv za publiko, bi še kdo kaj dodal? Ne? Ja? Živijo, jaz sem Gašper, MR iz farmacije. Se pravi, da ne bi preveč mogoče glorifajali doktorata kot nekaj, koliko je vse vedno lepo in fajn. Siguren ste imeli vsi neko grozno izkušnjo, pa v bistvu me zanima čisto, da se lahko poistovetimo mi in drugi s tistim, pač, ko gremo čez kakšne težke trenutke. Recimo, če imate kakšno stvar v glavi, kaj je bil tisti vaš najslabši trenutek na doktoratu, pa kaj vas je čez spravil? Po mojem smo jih zbrisali spomina. Lucija? Očitno ima Gašper težko obdobje. Ja, pardon, ki ga poznam, pa pač sem se malo pohicala na njegov račun. Ampak, kaj je bila meni najbolj grozna stvar na doktoratu? Joj, to bo šlo v živo, mislim pač. Dej, a imaš ti? Ja, imaš ti kakšno? Ajde, Bonika. Jaz se spomnim, da v bistvu mene je bilo celo življenje strah, kaj si bo kdo mislil o meni. In ko sem prišla na doktorat, itak zafrkneš milijon stvari na začetku. Narediš, da se o denarni škodi, ko porabiš toliko kemikalij, pa nič ne uspe, ne pogovarjamo. In jaz sem na začetku svojega doktorata v bistvu ful noči nisem spala, ker me je bilo strah, da bom uničila nekaj, kar je vredno, ne vem, 1000 evrov, ali pa ko sem kaj zafrknila, pa nisem upala recimo povedati mentorju, ali pa nisem upala povedati še hujše kot mentorju naši bivši tehničarki tej, recimo me je bilo strah, ker sem vedela, da bom ful nadrta zaradi takih stvari, recimo jaz ful noči nisem spala, ampak v bistvu zdaj mi je pa gladko vseeno, kaj si kdo misli. In to je v bistvu moj največji takeaway iz doktorata, da mi je vseeno. Ok, ja, ta je bila dobra. V bistvu zdaj, ko si to rekla, jaz sem se tudi kar sekirala na začetku. Imamo eno tehnično sodelavko, ki zna biti kar zmaj. Tako da mislim, očitno je to kar pogosto, ampak ja, dajte imeti dobre odnose s svojimi tehničnimi sodelavkami. To je moj nasvet, ker če imate dobre odnose s tehničnimi sodelavkami, lahko marsikaj sfurate. Tako, lažji. Pač
in niste nadrti. Gašper to tudi razume. Ja. Še kakšen komentar? Ne? Ja, živa. Moje ime je Aljaž. Najprej moram povedati, da je Nataša poslala pozdravni telegram. Je v duhu z nami, v telesu ne more biti, ker ima druge obveznosti. Vsaka čast, ful dobro, izjemno zanimivo jim je bilo tole zdaj. Hotel sem najprej pripomniti, da če morda v akademiji je vedno še nekaj, kar lahko narediš, v verjetni industriji še vedno nekaj, kar moraš narediti za isti denar. Mogoče je to ta razlika. Ampak, ker sem družboslovec in bom doktorat samo zunaj gledal, ideološko vprašanje. Začeli ste z umetno inteligenco in pomočjo, ki jo lahko predstavlja. Ampak, a ni ravno na področju znanstvenih člankov eden od največjih problemov avtorstvo in pač ne redigirano, nekontrolirano povzemanje dobesedno v tem primeru tujega znanja in tujega intelektualnega dela? Ja, to gotovo je v bistvu problem že bil pred umetno inteligenco, no, da je veliko. Tako da to v bistvu ni, kar se tega tiče, ni veliko novega, ker ja, je veliko tudi teh, ko bi rekla, plagiatov, so tudi metode v bistvu za detekcijo, je pa v bistvu za umetno inteligenco to v bistvu sedaj v bistvu precej lažje, pa v takih spodrsljajev vse več. So se pa dogajali v bistvu že prej, ne, pri samem pisanju. Ja, težko je v bistvu biti izviren, težko je v bistvu vse prebrati, no, so pa v bistvu tudi, no, v bistvu vstajajo, ne, načini, v bistvu, kako se to v bistvu preveri, ne, te plagiate in najde. In ja, zdaj pa v bistvu z umetno inteligenco vse to v bistvu težje, ne, ker je tudi lažje zakriti, ne, sledi. Tako da ja, to je zdaj vprašanje res, v kakšno smer bo šla, kako bo to v prihodnosti, ne, ta naša v bistvu, kaj naš ta človeški doprinos, izvirnost. In je v bistvu tudi res vprašanje sploh tega formata našega sporočanja, znanstvenega članka, ker je v bistvu tudi ena stvar, ko opažam, je v bistvu vedno težje slediti sploh vsemu znanju na nekem področju. Tako da v bistvu tudi mi sami ne moremo več, včasih je lahko znanstvenik na svojem ožjem raziskovalnem področju prebral vse članke in spremljal, kaj se dogaja. Danes to ni mogoče, mi niti brati ne moremo sami. Jaz tudi priznam, da recimo v članku, ki ga pišem, vse članke, ki sem jih citirala, jih nisem celoti prebrala, ampak sem prebrala tiste dele, ki me zanimajo. Tako da to je gotovo v prihodnosti, ne bomo verjetno mi, raziskovalci, ne bomo več toliko brali, ampak bo tudi umetna inteligenca brala za nas, ker je v bistvu res nemogoče v bistvu res spremljati prav vse in prebrati vsako stvar. Zdaj se bom pa jaz vrnila na uno zadnje vprašanje, ki sem ga jaz zastavila, in sicer kaj bi jaz v bistvu svetovala svoji mlajši doktorski verziji, in se bom oprla na to, kar je Lucija rekla. Samo ne obupaj, na nek način vztrajali. In vztrajali smo tudi z Meta podcastom, že v bistvu dobrih 10 let, skoraj 11. To je zdaj 11. sezona, 200. epizoda. Zdaj bo šel pa Meta podcast na kratko, upam, da kratko pauzo, ali pa da bo sploh pauza, da ne bo kar se zaključil, ampak upamo, da je pauza za nekaj časa, tako da še enkrat bi se zahvalila vsem, ki nas poslušate, ker ste tudi danes prišli na to snemanje v živo 200. epizode, obema sovoditeljicama, obema gostjama. In to je to, torej konec 200. epizode Meta podcasta. Zahvaljujemo se seveda tudi Arisu, ki je ta podcast podpiral zadnjih nekaj let. Tako da se slišimo, upam, da kmalu že spet v Meta podcastu, drugače pa v kakšnem drugem znanstvenem podcastu na Metini listi. Hvala.